Vprašanje svojcev, veste, ponavadi je to prezrta zadeva in smo rekli, dajmo jo na konec, ne, za tiste najbolj vztrajne in najbolj trpežne in zagrizene. Jana je rekla, glede na to, da vam je črtala pavzo, da moram narediti en tak spodbujevalni trenutek na začetku, pa dajmo začeti kar s krutostmi. Takole, ja. Dajte si zamisliti, da je, dobro, tisti, ki imate svojca, ki ima duševno motnjo, v redu, si pač predstavljate njega skozi tole predavanje, pa vas v odnosu do njega, pa kako se je to odnos spremenil. Tisti, ki pa nimate te izkušnje, da bi imeli svojca, ki ima duševno motnjo, si pa predstavljate vašo najljubšo osebo, ja, ki jo morate danes zvečer peljati na nujni pregled na psihiatrično kliniko na Studencu. Zato, ker ima hude težave, pa niti ne veste, kakšne ima. Tako približno, da se boste malo uživeli. Recimo, kaj pričakovati recimo v takem odnosu, kako, pa mogoče me bo potem kakšen svojc, ki ima izkušnjo dopolnil, pa bo rekel, tole, pa tole. Mojčica si pa tudi pozabila povedati, tako da prosim spremljajte pa me dopolniti. Skratka, kaj bomo govorili? O duševni motnji pa odzivu svojcev. Namreč ponavadi je tako, da se ljudje na duševno motnjo svojega bližnjega odzovajo, kot da je to hud stres, kot smo že rekli, se pravi, oni grejo sigurno v akutno stresno motnjo, pa v proces žalovanja, se pravi v prilagoditveno motnjo. To praktično je nemogoče, a veste, ker duševne motnje, tudi če so blažje zadeve, so tako dramatične, kar se tiče našega odnosa do njih, toliko je strahov, toliko je stisk, toliko je stigme, da tega ne moreš zlahka prenesti. Potem bomo govorili še o par strategijah spoprijemanja z pač duševno motnjo pri svojcu in pa ključno vlogo svojcev bomo opredelili. No, zdaj, mi moramo vedeti, ne, da mi smo pač del neke širše mreže. Noben od nas praktično ne funkcionira čisto samcat. Mi smo pač del neke skupine ljudi in ponavadi je to naša ožja družina, naši najožji prijatelji in sodelavci mogoče niti ne toliko, ampak bolj prijatelji pa pač družinski člani in seveda, kolikor eden iz tega sistema zboli, se to odrazi na kompletni tej socialni mreži te dotične osebe. In ponavadi je tako, ne, da sploh v družini, a veste, ko živiš skupaj, takrat se dejansko ta družina sooči s problemi, ki jih do tedaj ni poznala. Skratka, to so težave, ki jih prvič v življenju doživljajo in so popolnoma neopremljeni v bistvu za soočanje, kar pomeni, da morajo začeti na novo. Poleg tega mi iz raziskav vemo, da so psihične obremenitve svojcev, ki imajo pač enega družinskega člana z duševno motnjo, v bistvu približno 2-krat večje kot recimo neke splošne populacije. In dejansko so v konstantnem stresu, v hudem stresu. In jaz imam ogromno pacientov, ki imajo izgorelost, zato ker so skrbeli za bolnega svojca. Recimo, pa dobro, ni nujno, da je bil to ravno recimo, ne vem, anksiozna motnja, ampak recimo so skrbeli na primer za starša z demenco in pri tem izgoreli. Se pravi, niso izgorevali zaradi službe, ampak so izgorevali zaradi recimo ali bolnega otroka, bolnega starša in podobno. No, s čim se v bistvu vse svojci soočajo? Glejte, nočno zbujanje. Spomnite se, ko ste imeli majhne otroke, kako ste bili manj funkcionalni, dokler se ni vzpostavil ritem budnosti in spanja. Imate zdaj recimo starša z demenco, z depresijo, ga imate v bolnici, ga nimate v bolnici, ga imate v domu, ga imate malo doma, skratka nočno zbujanje, recimo, ko se kaj poslabša. Finančni problemi vas takoj srečajo za prvim vogalom. Težave imate pri svojem lastnem delu, zato ker če drugega ne ste skozi v stresu pa razstreseni. Vaše socialne aktivnosti se zelo omejijo, ker zelo veliko vašega prostega časa gre za skrb svojca. Zanemarjate ostale družinske člane, recimo imate bolnega otroka, tiste zrava dva, ki sta zraven, sta samorastnika, ker se pač ukvarjate samo z bolnim otrokom. Ali pa recimo se ukvarjate z svojim bolnim staršem, a vaši otroci rastejo sami.
Doživljate občutke krivde, sramu, tesnobe, označenosti, izgube, žalosti. Potem zaskrbljeni ste zaradi negotove prihodnosti. Vi ne veste, kaj vas še čaka. In pa občutek, da ne morete več zdržati, se tudi pogosto pojavi pri svojcih. Tako da v bistvu stopnja trpljenja svojca recimo je za moje pojme, za mene recimo, ker zelo rada delam tudi tako, da čim več ljudi vključam iz bližnje okolice. A veste, včasih niti ne vidiš, da je recimo nekdo zelo, recimo, da ima nekdo zelo hude probleme. To velikokrat vidim recimo pri teh mladih ljudeh, pri mladostnikih, ki imajo obsesivno-kompulzivno motnjo. Pa oni nekako še ne izgledajo tako zelo, a veste, da bi imeli neke hujše težave. Ker, a veste, mladi to nekako na drugačen način pokažeš, ampak zraven vidiš popolnoma izčrpane starše in iz tega jaz sklepam, da je stvar jako resna. Ker enostavno vidiš, kaj se pa dejansko potem doma dogaja in da dejansko ta družina samo še služi obsesijam in kompulzijam, ki so se naselile mednje. No, že prej sem razlagala o stresu, mi bomo tukaj čist na hitro šli čez par drugih vsebin, zato jih nisem takrat razlagala. Skratka, sama diagnoza, veste, duševne motnje je hud stres. Ne samo za osebo, ki ima duševno motnjo, tudi za njegove svojce. In mi takrat velikokrat v bistvu vidimo, da je stres tako hud, da dejansko pride do akutne stresne motnje. Se pravi, na hud odziv telesa, duševnosti, kompletnega človeka, na normalen stimulus, seveda, oziroma normalna reakcija na nenormalen stimulus, se pravi, na nekaj zelo motečega oziroma nekaj zelo ogrožujočega, kar se je pojavilo v njihovem življenju. In večinoma je potem sledi tudi prilagoditvena motnja. Skratka, nek tak proces žalovanja, veste, proces žalovanja pač, veste, človek se lahko zelo spremeni, kadar ima duševne motnje in to ni več čist isti človek. Pač takrat, ko je bolezen, recimo depresija prisotna ali pa ko ima človek stalne panične napade in tako naprej. In ti enostavno žaluješ za časom, ko tega ni več bilo. In v procesu žalovanja, ne glede na to, kaj se nam dogaja, grejo naši možgani v isti program. Na enak način se odzivamo. Najprej je faza šoka. Takrat ponavadi zanikamo. Ne, saj ni tako hudo, saj to se ne dogaja, saj ni res, ne. Saj bo kaj drugega, ne, bo drugače. Gremo raje k drugemu zdravniku, pa bo mogoče drug zdravnik kaj drugega našel, ne. Skratka, takrat je nujno treba takoj najti drugo mnenje. No, potem pride faza barantanja, ko se stavki začnejo šče. Ja, sej, če bi pa jaz otroka drugače vzgajala, pa ne bi zbolel. Če bi bila pa jaz z mamo bolj prijazna, pa ne bi imela depresije. Če. Skratka, vsi stavki se začnejo šče. Če bi, ne, potem bi bilo drugače. Potem se pojavi jeza na cel svet. Na usodo, na tega človeka, ki ima duševno motnjo, na zdravstveni sistem, zdravniki pa psihologi smo itak, ne, problem, če pa zdaj prištevamo zraven še psihoterapevte, mislim, ne znamo nič. Enkrat sem v takšni prijazni fazi jeze enega svojca dobila najlepši možen izraz, ki združi vse 3 poklicne skupine. Psihiatre, psihoterapevte pa psihologe. In sicer, da smo psihurji. Mislim, meni se je zdelo tako smešno in sem se hotela začeti smejati, zraven sem si pa mislila, tulele pred sabo imam človeka v fazi jeze, zadrži se. Ja. In sem mu pustila, da je pač to svojo jezo izrazil in sem mu dala prav, ja, da o velikih stvareh pa res nimamo pojma. Kakšno malenkost sicer znamo, ampak veliko ljudi je pa tudi velikokrat zelo razočaranih in čisto upravičeno jeznih, no pa sva šla potem naprej brez kakšnih pritožb in podobnega. Potem sledi faza žalosti. Človek je iskreno žalosten. A veste, to je pač tako, a veste, ti si ne želiš, da tvoj bližnji trpi, ti si ne želiš, da imate težave, ne želiš si vsega tega, kar ti je življenje prineslo in si seveda žalosten. Tudi nemoč se takrat doživlja, občutek izgube in potem pride neko sprejetje stanja. A veste, tudi tako, ne, ko si rečeš, imam pač marelo, pa grem čez tale dež. Dobro, imam raje sončen vreme, ampak dobro, pač gremo dalje. Moramo pa razumeti, da sprejetje še ne pomeni strinjanje zmeri. Sprejetje, da pač, tukaj imamo problem, zdaj ga pa rešujemo. No, kar je še v bistvu pomembno, tudi svojci lahko zbolijo.
tudi svojci, veste, včasih pridajo pa rečejo, lejte, saj danes bi pa zaradi sebe rad nekaj povedal ali pa rada nekaj povedala. In zdaj imamo mi včasih dilemo, a naj jih zdrav isti psihiater. Jaz rečem ja. Jaz ti v bistvu svojce vzamem. Zakaj jih vzamem? Ja, veste kako je, sem jih že vse naučila. In ponavadi je z njimi relativno enostavno delati. Poznaš jih, veš o njih ogromno, oni točno vejo, kaj od tebe pričakovati. Pa še ena zadeva je, veste, če gre za krvne sorodnike, potem se namreč deduje se tako nagnjenost za razvoj bolezni, kot tudi prenosljivost pa učinkovitost zdravil. Tako da jaz imam potem brate in sestre in hčere in sinove in mame in očete ponavadi na istih terapijah, če je ista diagnoza. Je to strašno enostavno in je tudi res se da dejansko napovedati in je potem terapija še celo bolj uspešna. Je pa druga zgodba, če gre pa za psihoterapevtski odnos, tam pa verjetno ne, no, tako da tukaj me lahko mogoče Gregor dopolni, da je psihiatrova pozicija vseeno malo drugačna. Tako da jaz pravim ja, so pa tudi kolegi, ki pravijo ne. Boste rekli, koliko pa imam svojcev, ki se tudi zdravijo? Ja, kar nekaj jih je. Tako, ni jih tako malo, no. Zdaj pa, ko smo mi pred nekim problemom, recimo v tem problemu pač imamo duševno motnjo, pa njene posledice, pa tako naprej, bomo mi veliko lažje delovali in se temu nekako zoperstavili, če bomo imeli občutek obvladljivosti težav. Se pravi, če imamo mi neko idejo, pri sosedovi Franski so tudi imeli tak problem, ona se je znašla, pa ima 5 razredov osnovne šole, se pravi, jaz se moram tudi znajti, ker jih imam pa 6. Skratka, gre za to, da pač imam ali nek model, ali skratka neka znanja, neke veščine, ki jih moram od nekje pridobiti zdaj na novo. S tem, ko imam jaz veščine, to pomeni, imam strategije pomoči, strategije spoprijemanja, postane problem obvladljivejši. Se pravi, dokler si ne pridobimo nekih veščin, bomo stali pred goro in ne bomo vedeli, kaj naj z njo. No, zdaj pa ljudje se odzivamo pa zelo različno in tudi različne stvari so nam problem. In tudi, veste, nismo tako zelo, konzistentni zmeri v svojih odzivih. Včasih se bomo na isto stvar razjezili ali pa drugič, če bomo spregledali, ta tretjič ji bomo pa smejali. Tako da smo zelo tukaj, nismo lih, no. Včasih si naredimo težave s tem. No, in zdaj, če mi pogledamo strategije spoprijemanja za duševno motnjo, in pa posledicami duševne motnje. Mi strategije lahko na 2 vrste razdelimo. Na tiste, ki so bolj usmerjene na reševanje problema, pa na tiste, ki izhajajo iz čustvenih nagibov. In kaj mislite? A so kakšne boljše? Ali pa kakšne slabše? Ali je vse skupaj samo dvorezen meč? Odvisno, v katero smer sekaš pa koga? Ja, bolj se je usmeriti na problem, ja. Ker s tem bomo tudi čustva pomirili. Okej, v redu. Še kakšna ideja? Okej, no, pojdimo pogledati, kakšen bo končen odgovor. Na problem usmerjanja je iskanje informacij. Mi lahko dejansko zakopljemo v različno literaturo, iščemo po forumih, se dobivamo z ljudmi in se v informacijah zgubimo in smo na koncu še bolj zmedeni in negotovi. Lahko pa iščemo zanesljive vire in se osvajamo strategije in jih tudi uporabljamo in postajamo čedalje bolj pač kompetentni oziroma se čutimo, da obvladujemo stvari. Je pa seveda pomembno, kdo je zanesljiv vir. Kaj mislite, kdo je najbolj zanesljiv vir? Kdo?
dotična oseba sama, ja, točno tako. Se pravi, nekdo, ki ima izkušnjo. In nekdo, ki ima izkušnjo, je najbolj zanesljiv vir za strategije, kaj naj svojc počne. Šele na drugem mestu smo strokovnjaki. In recimo zato sem jaz konkretno za bipolarno motnjo, ko smo bili res čist bosi na slovenskem okolju, sem po delavnicah, ki smo jih začeli izvajati, sem potem spodbudila udeležence prve delavnice, da so klub naredili, da se sami med seboj dobivajo in da se dobivajo tudi recimo njihovi svojci, da se pridružijo zraven. Namreč to je najbolj zanesljiv vir informacije, je izkušnja. Po možnosti drugega, ker svojega ne boš slišal, kaj si želi, ampak unga drugega boš pa slišal in boš rekel, pismo, se moj pa tudi tole reče, dajmo mu to omogočiti. Tako da recimo skupine za samo pomoč, klubi izkušenih so strašno pomembni in recimo v okviru društva DAM potekajo pa skupine za samo pomoč za anksiozne ljudi z anksioznostjo pa za depresijo, medtem ko pa klub se pa imenuje klub BP, klub brez problema. Skratka, tako da mi dejansko z iskanjem informacij lahko breme povečujemo ali pa zmanjšujemo, odvisno koliko smo vešči oziroma koliko se zgubljamo. Ja, no, pa če gremo iz ene v problemu smerjeno, gremo še na čustveno. Poglejte, čustveni odzivi svojcev, seveda pozitivni čustveni odzivi, tiste namo videli kot problem, ampak videli bomo bojazen, previdnost, občutke krivde, sram, označenost. To recimo lahko svojce zelo ovira, da bi se spontano obnašali. In s tem se seveda odnos oddaljuje, kopičijo se zamere in nastajajo nepremostljivi prepadi. A veste, včasih so odnosi tako porušeni po parih letih, da dejansko se ljudje niti srečati ne želijo več. In ker je toliko zamer z obeh strani. Na eni strani zaradi nerazumevanja ali pa prevelike skrbi, pa prevelikega vmešavanja zaradi bojazni, pa previdnosti, na drugi strani pa recimo prevelike svoje glavosti ali kakorkoli problemov, ki jih sama duševna motnja prinese. Tako da ni redko, da dejansko prihaja ali do izogibanja ali pa do umika in prekinitve odnosa. Tako da žal obstaja tudi nek delež ljudi z duševnimi motnjami, ki dejansko ostane samih. In se šele potem, ko ostanejo enkrat sami, zavejo, da imajo resen problem. Tako da, veste, včasih tudi prekinitev odnosa ni slaba rešitev. Tako da ne imeti občutkov krivde svojci, včasih je to treba. Imejte pa mogoče bolj ta občutek začasno, dajmo prekiniti začasno. Profesor Kobal, to je profesor psihiatrije, je rekel, ni trajnejše rešitve od začasne. Ampak tudi začasna rešitev je včasih mogoče malo oddalitve, zato da mogoče lažje celo zadevo pogledata oba. Svojci se znajo tudi nasilno odzivati. Z jezo, s posledično kaznijo, z nenehnim opozarjanjem, z nepotrpežljivostjo, s sovražnostjo, potem pa seveda, ko vidijo, da so ga polomili, pa seveda z občutki krivde, pa s poskusi zgladitve odnosov. Zdaj tako, veste, včasih ljudje iz neznanja reagirajo nasilno, pa kaznovalno. In v takem primeru se upravičijo, povejo, se naučijo, naslednjič ne reagirajo. To odnosa ne bo zrušilo, to bo odnos kvečjemu okrepilo, kajti v končni fazi na začetku noben ne ve, kako bi se odzival. Recimo velikokrat vidimo take hude občutke krivde potem recimo pri starših, ko vidijo, da je otrok ni bil nagajiv s tem, ki je 10-krat prižigal pa ugašal luč, ampak da je to bila njegova obsesija pa kompulzija, ob obsesivno-kompulzivni motnji. In da to, da so ga natepali, je bila izhajalo iz njihovega neznanja. Če ga pa seveda še vedno tepejo, čeprav si jim ti že 100-krat razložil, da to otrok dela zaradi tega, ker ima vsiljive misli, potem pa to ni najbolje in je treba ukrepati drugače. Tako. Ene študije so bile narejene, da zelo vpliva recimo na sam izid duševne motnje, se pravi izid zdravljenja, število pripomb negativnih na uro. In če je bilo teh pripomb na uro, združenja, recimo več kot 7, je to v bistvu dejansko izničilo učinek zdravil.
Kar pomeni, da recimo jaz pa v svoji ambulanti velikokrat delam tako, da morata biti oba skupaj. Pa po možnosti hočem videti komunikacijo vmesno, pol pa pač lahko tudi vsakega posebej. Ampak večinoma mi naredimo tako, da se bolj ali manj zmenimo skupaj, ker jaz hočem videti tudi ta odnos med njima. In recimo, če že med 15-minutnim pregledom pade 7 pripomb, ne, potem je očitno tukaj s tem svojcem potrebno nekaj narediti. Veste, pa ni nujno, da ta svojc to dela iz zlobe. A veste, včasih dela iz prevelike skrbi in je potem pretirano upeljan, pretirano se odziva na nekoga drugega. Pozitivna komunikacija, to je zakon. Ja, je pa seveda potrebno jo znati, kajti včasih, veste, ljudje mislijo, da delujejo pozitivno, pa ni tisto pozitivno. Skratka, gre za to, da pohvalimo, spodbujamo in tako naprej. Recimo meni moji pacienti velikokrat rečejo, joj, pa saj vi me pa sam hvalite. Pa jaz tako rečem, ja, res, danes sem vas pa res 3-krat pohvalila. A to je zdaj, vi me sam hvalite? Koliko pa je tega doma, ne? Ja, no, boste naslednjič pa mogoče z ženo prišel, ne, pa bova kakšno rekle na to, ne, pa tako, mislim, tako nekako, veste, pol to zgleda. No, pomembno za svojce je, da ohrani lastne interese. Namreč zelo velikokrat svojci ves svoj čas žrtvujejo za skrb za človeka z duševno motnjo in zase nimajo nič več. Ja, kadar je kritično, seveda boš sedel zraven, ga boš držal za roke, ga boš spremljal na terapijo, ga boš sprehajal, boš naredil vse, da se čim prej okreva, ampak to se šteje v tednih, a veste, mogoče 1, 2, 3, 4 tedne je res treba, da je svojc polno angažiran, več pa skoraj ne. Pomembno je, da svojci dejansko ohranjajo svoje interese in tudi svojo socialno mrežo zato, da se lahko nekje odpočijo. In pa seveda svojcem jaz prepovedujem, da v druženju in svoji socialni mreži govorijo zgolj in izključno o svojem bolnem družinskem članu. Skratka, prijateljice so zato, da grejo okrog Vogla na kavo se sprostiti. Na planinski izlet gremo zato, da tam uživamo v naravi, da nas potem mišice bolijo in si rečemo, nekaj sem naredil za svoj srčno-žilni sistem. Ne zato, da celo pot telefonirajo, a je vstal, a je pojedel, ali je pojedel zdravila in tako. Skratka, na tak način ohraniti lastne interese in s tem, da pravzaprav okrepijo sebe, zato da bodo zdržali te večje pritiske. No, da je pa vseeno občutek angažiranosti ohranjen, oziroma da ga lahko izživijo. A veste, ta čustva, ki pač želijo tudi nekaj za tega svojca narediti, pa je, da je seveda pomembno tega človeka, ki ima duševno motnjo, vključevati v družinske pa družbene dejavnosti. Seveda ne vse svoje dejavnosti, ampak tiste pač, ki so lahko skupne, ki so lahko fajn in tako naprej. In ogromno ljudi je meni poročalo, kako so se spet zbližali. In da je pravzaprav preživljajo zdaj bolj kvaliteten čas, kot so ga preživljali skupaj prej. In da, joj, kakšna škoda, da nas je mogla zbližati prav depresija ali pa panična motnja in tako naprej. Skratka, dejansko ljudje potem vidijo neko tudi novo kvaliteto tukaj, nek nov odnos, neko drugo razumevanje. Ali pa recimo mi ta človek, ki ima duševno motnjo, reče v pismo, zdaj pa vidim, da se res na svoje svojce, ne, pač na svojo družino ali pa na svoje prijatelje res lahko zanesem, kajti oni so mi res stali ob stran in tudi zdaj v bistvu fajn stvari skupaj počnemo, pa smo čisto pozabili, da smo dali to skozi, sam smo pa bolj povezani, kot smo bili prej. Tako da ta del je zelo, zelo pomemben. No, potem, kar je neugodno, resignacija ali vdanost v usodo. Veste, eni se kar sesedejo. Ja. In potem si lahko mislite, da če se sesede cela družina, da se bo sesedel tudi v resignacijo človek, ki preživlja. A veste, pa morda preživlja neko čist takšno, a veste, panično motnjo, ki je v bistvu ozdravljiva zadeva, ki je v bistvu samo kakovost življenja motena. Vendar s to informacijo, ki jo dobiva se strani bližnjih, ga pravzaprav čist mu vzamejo moralo, a veste, veter v jadra zgubi. Tako. No in recimo, kadar jaz vidim, da so svojci pesimistični pa vdani v usodo, takrat jih imam na individualnih pogovorih. Ker enostavno te občutki nemoči jim predaje ali pa da sam še čakajo, kaj se bo zgodilo, pa itak se ne bo zgodilo nič dobrega in tako naprej, je
je tako obremenjujoč za celotno družino, da samo vprašanje, da ne boš imel iz te družine enega pacienta, ampak več. In je izjemna moč preventive je tukaj, no? Tako da se dejansko, ko poskrbiš za takšnega družinskega člana, ki vidiš, da je tik pred kolapsom, je dejansko, to je najlepši del, ko vidiš, da si v bistvu preprečil. No? No, zdaj pa gremo, kje je ključna vloga svojcev. Veste, idealen čas, svojc ima čas, razumevanje, voljo, energijo, denarna sredstva, skratka ni, da ni. Ja? Ja, pa nobenih svojih problemov, da je res na voljo. Ja. No, zdaj idealnega svojca ni, ne? Tako, ne pričakovati od svojcev preveč. Jaz vedno polagam na dušo ljudem, ki imajo duševne težave, da morajo za svojci skrajno pazljivo in prijazno ravnati, kajti to so njihova ključna opora. Kajti idealnih svojcev ni. Svojci so taki in taki in taki. Zelo malo je res škodljivih svojcev. Večinoma so bolj neuki. Potem imamo pa mi posebne okoliščine. A veste, imamo odrasle otroke pa starše skupaj kot svojce, pa mladoletne otroke pa starše, pa življenjske sopotnike, pa dobre prijatelje in to so zdaj vsi svojci. In zdaj človek z duševno motnjo je pa lahko kdorkoli od teh. Se pravi, to so potem neke specifične okoliščine, ki jih potem v tej ključni vlogi seveda tudi oni lahko pač prispevajo. Seveda, mladoleten otrok bo malo težji poskrbel za starša, ki ima duševno motnjo, medtem ko pa od starša se pa seveda zahteva, da poskrbi za svojega mladoletnega otroka. Recimo. Potem za življenjskega sopotnika tudi pravzaprav se vprašaš, zakaj v tvojem življenju, če se nanj ne moreš zanesti. Se pravi, to je testiranje zveze. Da je odrasli otroci, starši, tam smo pa že tam. Tukaj imamo pa odrasle ljudi. Isto pri dobrih prijateljih. Tukaj imamo odrasle ljudi, ki se pa morajo med seboj zmeniti, kje bodo sodelovali pa na kakšen način. In jaz včasih dam to kar v terapevtski dogovor. Tako da jim dejansko omogočam poligon, kjer se med seboj dogovorijo. A veste, ker ne morejo zdaj eno drugega posegati, ker to so le odrasli ljudje. In na ta način potem si lahko mislite, da potem nastane temelj, da so te odnosi še lepši pa še bolj zdravi, kot so bili kdajkoli prej. Ja. Pa zmotimo se tudi lahko. Ne? Veste, ljudje smo nagnjeni k majhnim padcem ali pa velikim zdrsom. Razlikujemo se samo po tem, koliko hitro se poberemo. In del življenja je treba pač vzeti, ne? Da se pač zmotimo. No, ampak jaz ponavadi, kadar pač, a veste, svojc hoče dobro, ne? Pa seveda naredi pa popolno neumnost. Recimo, se spomnim ene mame, ki je svojih hčerki z obsesivno-kompulzivno motnjo in odpirala vrata, čistila očala, pripravljala obleko, skratka, ona je pač hotela pomagati. In zdaj jaz težko rečem mami, glejte, ne, v bistvu ste podpirali motnjo, saj jo ni hotela, veste, ona je hotela samo pač svoji hčerki pomagati v bistvu, da ji ne bi bilo hudo, pa da bi lahko šla v šolo, ker sicer je rabila par ur, da se je pripravila za šolo. Skratka, veste, svojc naredi tudi kakšno stvar, v dobri veri, iz pač nepoznavanja situacije. In potem jim pač razložim, ne, glejte, Edison je bil krasen človek, veste, on je bil res tak, ne sem dober izumitelj, sem tudi tak iskriv pa je rekel, pa kaj me vsi hvalijo, da sem izumil, kako žarnica gori. Pa jaz sem izumil najmanj 100 načinov, kako ne gori. Se pravi, enako pomembna informacija je, kaj deluje in kaj ne deluje. Se pravi, temu staršu jaz mirno lahko rečem, glejte, zdaj ste ugotovili, ko Edison, da takole žarnica ne osvetla. Se pravi, poiščimo drug način, ko žarnica svetla. Se pravi, to deluje, to ne deluje. Pa sam ugotavljamo, koliko časa bomo nekaj probavali, da bo nekaj delovalo. Tako. Zdaj, če mi dejansko svojce pripeljemo do tega, da uporabljajo malo več k problemu usmerjenih rešitev, pa malo manj iz čustvenih vzgibov nastalih rešitev, potem dejansko lahko breme strašno zmanjšamo. Ampak res zmanjšamo. Pa ne samo za tega človeka, ki ima težave, ampak tudi za celotno družino. Tako da dejansko, tako kot ste rekli, na problem usmerjena zadeva bo absolutno boljša, čeprav se tudi tam lahko zakvačkate. Ampak saj veste, Edison pa to, ne? Ja. No, in pa še nekaj je pomembno.
družine, ki imajo bogato socialno mrežo, se pravi, ki so vpete ali v neko širšo družino, ali v neko širše prijateljsko okolje in ki ob težavah z duševnim zdravjem enega od svojih svojcev ne zaprejo vrata celotnemu okolju, take doživljajo manj bremena. Kot tiste, ki se hermetično zaprejo in o težavah ne želijo z nikomer govoriti. Tako da dve stvari so, ne, se pravi, bolj mreža socialna in pa v bistvu k problemom usmerjene strategije. Namreč napačna prepričanja seveda stiske povečujejo, to smo že prej videli, to je že prej Rok Tavčar razlagal, recimo zelo velikokrat se v teh širših socialnih mrežah, recimo nekih posameznih družin, zelo izpostavijo določena napačna prepričanja in vi morate oziroma se morate opremiti, da boste na ta napačna prepričanja pametno se odzvali, ne z užaljenostjo, ne z jezo, ne s jokom, ne s krivdo, ampak z dejstvom. Dejstvo je pa žarenca takole svet. Veš, na način pa ne svet. Ja. No, pa še ena stvar bi izpostavila, pasti primerjanja z drugimi pa samim seboj. Veste, mi tako se radi primerjamo, veste, pa rečemo, joj, ko sem bil pa jaz mlad, je bilo pa vse lepo. A res? Ja. Potem, ko pa nismo imeli teh problemov, preden sem razvil panično motnjo, sem bil pa najbolj srečen človek na svetu. Ja, v bistvu v času okrevanja človeku ni zmeri lahko, svojcem tudi ne, in takrat primerjati se s stanjem prej ali pa z nekom tretjim, ki nima nobenih problemov, temu jaz rečem nefair primerjave. Človek se mora, kadar preživlja težavo, primerjati s tistim trenutkom, ko mu je bilo najbolj težko. Ker to je realna primerjava. Ne s takrat, ko mu nič ni bilo. Ali pa, ne vem, z nečim, ki je toliko oddaljeno, da si niti ne predstavljamo. Skratka, nefair primerjave so prepovedane. No, in če zaključim z močjo svojcev. Veste, svojci ste ključni elementi pri okrevanju. Eni vas bodo rabili bolj, eni manj, eni vas bodo rabili malo dlje časa, eni malo daljši čas. Jaz predlagam, da vzamete pač to izkušnjo, ki jo niste priklicali sami, niti si jo niste privabili, niti si jo niste zaslužili, pač kot del življenja, pri katerem je možno imeti tudi pozitivne izide in dejansko lahko svojci na dober izid bistveno prispevate in je meni ključno, recimo, da ste del pravzaprav terapevtskega procesa in da se ne pustite izključiti. Namreč breme nosi cela družina, ne samo človek, recimo z panično motnjo ali pa depresijo. In s tem bi zaključila in upam, da nisem bila predolga. Ja. Vprašanje? Veliko od vas jo pozna, je brezdomka v Ljubljani na cesti, že 4 leta. Povem, če bom mogla to povedati. Pravim, da velik krogov od institucionalnih sem že naredila, tudi na Zagreb, vključeni so se vsi centri za socialno delo države. Zdaj je hvala Bogu 3 tedne priprta. Pa sem mislila, da bo, ker je bilo to za mene tudi tak. Eno pismo sem mi napisala, da je to priložnost za njo. Pa sem mislila, da v zaporu poteka kakšna psihoterapevtska zadeva, ki bi mogoče jo nekako pregovorila njeno termo, ker je pa to svojeno z alkoholom, to pa ima diagnozo, ona je bila v polju pred 9 leti, ki je prišla ven, da nima psihotičnih motenj, ampak eno osebnostno motnjo, podkrepljeno s konfliktnostjo zaradi alkoholizma. In ta agonija traja 5 let. In mislim,
sem hodila, oziroma še hodim terapevtsko skupino Dr. Perka 7 let, tako da to mi je pomagalo preživeti. Ampak jaz sem hotela kar spodbuditi, poslušala sem že kar nekaj krogov strokovnih, tudi decembra lani, ki je bilo -15, pa me je klicala Irena, mami pa ne sme. Ne sme spalno režo, pa te, ker vse so mi pobrali. Ne, so što, pa greš pol po noči zelo, pa je +15. Ne, pa se to nisem hvala sploh razlagati, ker to je tako, ampak tista nemoč, zdaj se ti najbolj zapomnila, ker ste napisali tam ljudje tisova 100, 99 poskusov pa 101 pa zagorilo, če jaz kot mama sigurno še zmeraj mislim in delam nove poskuse na različne načine. Jaz sem slišala, zrbazane, tam nismo še skapoške, tako, zmeraj iščem eno misle, tako mi bo nekaj noga, ampak zmeraj se zaletim, zato ker tudi, ker grejo policisti od nje, ne morajo naš narediti, ker oklanja, je nesilno, pa gre prva pomoč, pa ko se odvakrat odpeljal, pa je bila čez 12 ur od zunaj, ali pa 24 ur. Ja, zdaj... Ja. Ker nisem tako zbrana, da bi tako lepo povedala, ker sem mislila. Tista nemoč, da vidiš, da je prišlo do vrha, ker reče tudi socialni delavc, ta ali pa ona, ali pa policist, ali pa inšpektor za mesto Ljubljane, ker jo pač preganjamo. Tle se posameznikova moč neha, ne? In kaj, recimo jaz bi rada, da, mislim jaz, ne jaz, ampak vidim rešitev v tem, da bi pač bila par mesecev v eni ustanovi, kjer bi se poskusila malo nasila, ne? V socializmu se spomnim. Ne moreš. Vem, da ne. Ne sme se. Ne moramo, a veste, ne gre. Ne sem človeka, ki škola gleda pa cesti, a veste, pa cela družba, pa cela Ljubljana, pa vse inštitucije, pa čakati, kdaj bo se naredila neumnost. To več ni odgovor. To je leta. Okay. Zdaj tukaj... To nemoč, ki je najbrž še družini. Ja, zdaj različne duševne motnje imamo, no? In dejansko svojci pri nekaterih duševnih motnjah, recimo pri odvisnostih od psihoaktivnih snovi, doživljajo res enormne in ekstremne občutke nemoči. Zato, ker je dejansko sprememba možganov pri boleznih odvisnostih je tako resna in tako globoka, da dejansko ljudje popolnoma zanikajo, da imajo probleme in dejansko se ne želijo v bistvu iz svojih hudih problemov, ki jih imajo, niti podrazno rešiti. Hkrati pa, če je še osebnostna motnja zraven, imate pa še ta drugo hudo duševno motnjo, pri katerih je pa ponovno problem zanikanje težav. In zanikanje problema pa ni dovolj za to, da mi ukrepamo proti volji človeka. Namreč to je tudi velikokrat, veste, svojcem težko razumeti, ne, da v bistvu mi lahko proti volji ukrepamo izključno samo takrat, kadar gre za motnjo stika z resničnostjo. Se pravi, da človek enostavno svojega življenja ne vidi več v pravi luči, kar pa pomeni, da pri osebnostnih motnjah pa pri odvisnostih ga pa vidi. Razumete? In to je razlika, recimo za razliko od psihoz, ko je pa stik z resničnostjo popolnoma prekinjen. Tako da prav pri osebnostnih motnjah pa pri boleznih odvisnostih svojci doživljajo maksimalne stopnje nemoči in navodilo za svojce je: poskrbite za sebe in čakajte, da boste takrat, ko bo pa pripravljen nekaj narediti fit in pri volji in da boste lahko pomagali.
Medtem ko pa sodelovati v samouničevalnem vedenju te osebe pa prosim ne, ker boste medvedjo uslugo ji naredili. Skratka, odmik, v takem primeru se svetuje odmik, hkrati pa maksimalna skrb zase, zato da boš fit, če bo enkrat pripravljen, ker če boste pa takrat izčrpani, pa res ne boste mogli pomagati. Ja? Tako. Jaz tega sem čisto v redu, samo prej sem Ja, tako. Ja, hvala gospa, da ste spregovorili bolj jasno stvari, kot ste nam danes. Ja, se je v redu. Evo, še kdo? Ja. Mene zanima v zvezi z bipolarno motnjo. Kaj so tudi faze preganjarice v prisluhu, ne? Ja. Taka oseba, to je verjetno odvisno od faze, koliko močno ali se zaveda, kdaj tega, ali se ne zaveda. Pa zanima me, če se te faze enako sledijo tako za bipolarno motnjo. Ja, bipolarne motnje imamo v bistvu dve vrste. Imamo bipolarno tip 1 pa bipolarno motnjo tip 2. In bipolarna motnja tip 2 je takšna, da ima človek pri vzdignjene epizode zelo blage. Tako, niti ne zelo moteče, ali pa recimo samo malenkost težavne, ima pa zelo hude depresije. Pri bipolarni motnji tip 1 imate pa zelo hude depresije, tako kot pri dvojki, a ne? Vendar tudi lahko zelo, zelo hude manije, se pravi huda privzdignjena razpoloženja. In potem obstaja še možnost mešane epizode, ko ima človek hkrati in depresivne in manične simptome. Skratka, hkrati je poln energije in pa poln depresivnih občutij. In možno je pri določenem procentu ljudi ob bipolarni motnji, ki je tako hudo izražena, da pride do izgube stika z resničnostjo. In pri recimo človeku, ki se mu je začela bipolarna motnja zelo zgodaj, mi ponavadi pričakujemo tudi takšne epizode. Ni pa nujno, če gre za enko, za dvojko nikoli. Ni nikoli psihoze. Medtem ko pa pri enki so pa lahko psihoze, če jih že zgodaj v poteku bolezni vidimo. Se pravi, če je bila prva epizoda recimo pri 18, ne, že z manijo, kjer je imel tudi glasove, blodnje in take stvari, pa je pričakovati tudi tak potek bolezni vnaprej. In v takem seveda primeru je pač pomembno, recimo zakaj za svojca pomembno. Za svojca je pomembno, da se pouči o motnji in pa da ima krizni načrt, se pravi, kaj bo, če v taki situaciji se nekaj zgodi, recimo, ali ne vem, si toliko depresiven, da ostane, ne, ali je toliko maničen, da ne more nič, ali veste, tako, recimo, zelo, mislim, res se lahko zahvalimo klubu BP in članom, mi smo v Sloveniji dobili knjigo Kako ljubiti osebo z bipolarno motnjo. To je fenomenalna knjiga, ki vam pove čuda o bipolarni motnji, morda malo več vam pove o teh hujših potekih bipolarne motnje. Ko imate res te pač manije take, da je izguba stika z resničnostjo, ko so depresije take hude za izgubo stika z resničnostjo. To imate lahko zelo hude poteke, čeprav ne podcenjujem tudi dolgotrajnih in nadležnih depresij, recimo pri bipolarni motnji tip 2, ne. Nikakor jih ne podcenjujem, ampak stopnja nevarnosti recimo ali pa hitrosti ukrepanja je bistveno drugačna in tudi načrt, ki ga imajo svojci, je drugačen, no, tako. Je pa možno, seveda. In včasih se tudi napačna diagnoza postavi, recimo se da diagnozo shizofrenije ali pa shizoafektivne motnje, v resnici gre pa za pač tak potek bipolarne motnje, tako da to je možno, ja. Pa lahko te anksiozne motnje, pa mejne osebnostne motnje, če jih odkriješ pravočasno, pa ne zdraviš, vodijo, ne vem, do resne neke okvare živčevja oziroma recimo do Parkinsonove bolezni? Zdaj tako, anksiozna motnja ponavadi ne pele, oziroma ne, drugače bom rekla. Če hočete konkretno v zvezi s Parkinsonom, je v bistvu če imate anankastično osebnostno motnjo oziroma ste zelo obsedeni s pravili ali pa imate recimo anankastične osebnostne poteze, imate večjo ranljivost za razvoj Parkinsonove bolezni.
Tako. Se pravi, je neka anksiozna komponenta tukaj, ni pa nujno, da je izražena prav duševna motnja. Gre lahko že zgolj osebnostne poteze so popolnoma dovolj. In to je pa v bistvu tudi edino, kar je konkretno povezano z Parkinsonovo boleznijo. Medtem ko pa recimo mejna osebnostna, ne da bi rekla, anksiozne motnje, mislim lahko, ni nujno, mislim lahko pa ne. Mogoče še depresijo bi omenila. Včasih je prvi znak nastajajoče Parkinsonove bolezni prva depresija epizode po 50. letu. Namreč za depresijo, ne, to pač klasično unipolarno depresijo se oboleva nekje med 35 in pa 45 letom. Se pravi, če vi zbolite prvič v življenju po 50. letu, je tukaj možnost, da gre za neko nevrološko degenerativno obolenje relativno velika. In se pa tudi recimo lahko pokaže Parkinson čez 20 let. Ni nujno, da se bo pokazal že ob samem začetku. Rekli ste, a to okvar možgane? Ne, v bistvu jih ne okvar, taki možgani so. Ja? Drugače okvarimo si pa možgane lahko z psihoaktivnimi snovmi pa s poškodbo, pa z drugimi pač zastrupitvami, kakorkoli. Skratka, možgani se ne pokvarijo kar tako. Mislim, možgani so kar, itak samo 5% uporabljamo, no. Tako. Je, mislim, zaloga. Ja. Samo vprašanje pač, kaj delamo z njo. Ja. Tako. Jaz bi rada vprašala, pomogla že v bolnici, sin je bil 5 mesecev na psihiatriji, delovno diagnozo je imel bipolarno motnjo. Kaj se to pomeni delovna diagnoza? To, mislim, dejansko so pravci imeli, da to je bipolarna motnja, ali so ugotavljali to zdaj? Zdaj 5 mesecev bi mogli že skoraj vedeti, a je ali ni. A je 5 tednov. Ja, zdaj včasih malo opazujejo, no, kako pa kaj. Zdaj ponavadi, če je to prva epizoda, pa če je recimo psihoza, potem mi damo prvo diagnozo iz kategorije akutne in prehodne psihotične motnje. Zdaj, če ni bil psihotičen, pa mu niso mogli te diagnoze dati. Se pravi, so mu lahko dali pač eno iz bipolarnega spektra. Ja. Zdaj, če pa recimo ni bil, ne, se pravi, imel stik z resničnostjo, samo je bil v bistvu privzdignjen, v takem primeru pa ti daš potem diagnozo ali pač manična epizoda oziroma depresivna epizoda, pa malo misliš, da bi bilo to tam čez in jaz mislim, da so oni njemu dali diagnozo manična epizoda, hkrati so vam pa hoteli namigati, da je to verjetno bo šlo v bipolarno motnjo, vendar pa ob prvi epizodi še ne smejo napisati bipolarna motnja. Mislim, jaz sem recimo, a veste, lahko zelo pametna, potem ko pacienti pridejo k meni po 5 hospitalizacijah pa 3 zamenjanih psihiatrih, ko imam tak pač dokumentacije in ko jih začnem ciljano spraševati o določenih dogodkih, ki so tam dejansko, a veste, tudi zabeleženi v dokumentaciji in potem jaz še te prave stvari jih vprašam in potem rečem, ja, lejte, tukaj le imava za sabo že 6-7 epizod. Ker namreč za bipolarno motnjo je znano, da 10 in več let rabimo do prave diagnoze, čeprav človek obiskuje psihiatra. Ker je pač ali samo depresiven tam, ali samo anksiozen tam, ali pride s kakšnimi težavami z zlorabe, odvisnosti in tako naprej. Tako da, in recimo, če so mu dali delovno diagnozo bipolarna motnja in če so mu dali v okviru tega pravilna zdravila, ste zadovoljni. Ja, če lahko še ne nočem biti predolga, ampak biti se o tem, ker je potem na lastno željo so ga izpustili. Ja. In je takoj pri njih odstravili. Potem je bilo hudo obdobje depresije, že za te časa. Ja, no to pa je že bipolarna, ja. Ja, ampak reči, potem se pa fant zefto, ne, zato da je bil čisto redno. Ja. Ampak mamo zelo skrbi. Mamo zelo skrbi in mama bo prebrala bipolarno motnjo za telebane in mama bo dala sinu za prebrati bipolarno motnjo za telebane, če bo hotel.
ok, potem boste pač to vi prebrala in boste gledala na, predvsem pa probajte dopovedati na nek način, kakorkoli, ali ne vem, pač ali s kakšnim forumom, ali s kakšnim prijateljem, ki mu bo malo povedal, kakorkoli, ali pa ga pelil na klub BP, da bo še ostale spoznal, ali kakorkoli, pa preveril, kaj pa kako. Kaj? A to ste šla vi, no, to je v redu, ja. Ne, saj je tudi v redu, tudi če greste vi, je v redu. Namreč vi morate vedeti, da motnja ima zelo tak potek, da je on lahko zdaj 20 let v redu. Če recimo ne bo pil alkohola, če ne bo zlorabljal teh pač amfetaminov, kokaina, če bo recimo živel neko kar toliko urejeno življenje, on ima lahko brez zdravil v bistvu nima nič, lahko pa ga prva epizoda, recimo potovanja v tujino, ko bo zamenjal ciklus budnosti in spanja, vržel ponovno epizodo. Tako da mi ne vemo, ne? In po prvi epizodi, veste, se velikrat zatiskajo oči in v tem času pač svojci pletete mreže, v katere jih boste ujeli ob naslednji epizodi. In se priučite čim več stvari in spoznate čim več ljudi, ki jih boste v tistem trenutku, ko bo spet stvar kritična, v bistvu potegnili iz naftalina in si z njimi pomagali. Tako da ni pa tako redko, veste, če nekdo zelo hitro okreva, ne, pa mu je fejst v redu, dosti hiter, recimo, pa ali ponavadi podcen problem. Pa reče, se ni tako hudo. Tako da, ja. Prosim. Večkrat ste že omenili klub BP. Ja. Zanima, če obstajajo tudi druge podporne skupine prav za svojce. Svojce tistih, ki imajo pač duševno motnjo. Ja, zdaj klub BP vem, da je, ker pač z njimi sodelujemo, pa me obveščajo, pa se vsake toliko časa kaj prijaznega napišemo po mailih, pa vem, da pač funkcionira. Drugač pa imate za svojce, imate forum svojcev pri Šentu, pa pri Ozari, da ne vem, kaj je na Altri. Kaj? Kje? Potem za svojce ljudi z osebnostno motnjo ima skupino Mirjana Furlan na zavodu svojem zdravstvenem, potem AA imajo tudi za svojce skupine, tako da nekaj tega je, no, nekaj, veste, bolj kaj je motnja huda, več se angažirano dela s svojci, no, tako. Recimo svojci ljudi z obsesivno-kompulzivno motnjo, mislim, da bom jaz kar hitro to morala ustanoviti, ker je stvar kritična. Ampak recimo medtem, ko pa, ne vem, za depresijo, anksioznost, recimo je društvo DAMSO, skratka, tako nekaj je. Treba je pač najdeti, veste, probajte poiskati, kje imate kaj, tako. Če pa ni tistega, ki bi vi rabili, pa ustanovite. Ja, ne, res, a veste, saj to prihaja iz iniciative ljudi, ki pač to potrebujejo, ne. Najdite si nekoga za, recimo, strokovno podporo in to je to. Priključite se kakšni nevladni organizaciji, mislim, tako se začne. Veliko ljudi, veste, je na ta način okrevalo, ki je nekaj časa furalo eno tako zadevo. Klub BP ima zdaj 3. predsednika že po vrsti. Tako, a veste, ko prerasteš to funkcijo, ko se toliko opolnomočiš, da stojiš na lastnih nogah, predaš naprej. Tako. Okay, glede na rani čas in čas, ki ga doživljamo tukaj v dvorani, mislim, da je trenutek, da zaključimo naše srečanje.